Torej, moje razmišljanje je nekako ukvirjeno s tematiko praktični pristopi in seveda izzivi, veliko je teh izzivov, vključevanje ESG v poslovanje. Ko govorimo o ESG-ju, je to bila kratica še pred nekaj leti, ki je prihajala iz bančnih vetrov v poslovanje nefinančnega gospodarstva, ampak se je zelo, zelo hitro prijela in jo v današnjem času vse bolj razumemo kot neki drugi steber celostnega upravljanja, poslovanja in tudi vrednotenja uspešnosti poslovanja nefinančnih družb. Torej, govorimo o tem dvestebrnem pristopu. Seveda ti finančni podatki ostajajo neka železna baza, tako z vidika fokusa poslovanja, kakor tudi vrednotenja, kajti ta metrika je seveda zelo jasna, nedvoumna in tudi standardi poročanja so na tem področju že z veliko tradicijo in razumevanje tega ni več sporno. Medtem ko nefinančni podatki, za razliko od prejšnjih poskusov v desetletjih, da bi področja trajnostnega razvoja postavili ob bok finančnim podatkom, se ta v bistvu pristop ESG-ja zelo hitro prijel in dobiva na veljavi ravno zato, ker so finančne inštitucije tiste, seveda ob boku regulatorjev in lastnikov, tisti, ki to stimulirajo. In ker gre za veliko spodbudo z tega področja, se seveda podjetja tudi hitro odzivajo, kajti konsekvence neodzivanja postajajo vedno jasnejše in takšne, ki preprosto pomenijo zniževanje vrednosti za deležnike in za delničarje, kar seveda si podjetja ne želijo in nočejo privoščiti. Torej, ko govorimo o tem ESG-ju, ga postavljamo ob bok finančnim podatkom, to pa pomeni, da te metrike ESG in pristop do tega, da določamo metrike, jih upravljamo, seveda tudi vrednotimo in dvigujemo potem našo uspešnost, morajo biti ravno tako eksaktne in primerljive s finančnimi podatki. Seveda najprej imamo neke druge metrike v litrih, v tonah, v osebah, v urah, ki pa jih je potrebno potem v drugi iteraciji prilagoditi tudi tem finančnim metrikam. Ta del v podjetjih, kot nam je prezentno v dnevni praksi, ta proces poteka izredno hitro in tudi to zavedanje, da je ESG področje poslovanja tudi relevantno, morda za nekatere ne ravno tako še relevantno kot finančni podatki, ampak se kot rečeno, ta zavest dviguje. Zdaj pa kako dejansko to vpeljevati v to upravljanje, glede na to, da organizacijska struktura, da procesi, da način pristopa k upravljanju na teh področjih niso bili vzpostavljeni. Tu bomo pa pogledali torej nekaj morda vidikov, korakov, ki vam utegnejo priti prav, oziroma lahko med sabo delimo razmišljanja in dobro prakso. Lidl Slovenija v bistvu je eno tako podjetje, ki ga verjetno ni človeka, ki ga ne bi poznal, no? Ampak pri nas je tako, da smo na nek način vezani tako na neko mednarodno, strateško, poslovno in tudi seveda trajnostno ravnanje. Delno pa tudi mislimo in delujemo lokalno in imamo v bistvu, jaz na nek način rečem, ta privilegij, da smo lahko tudi zelo lokalno orientirani v svojih prizadevanjih za bolj trajnostni način dela. Pri nas je družbena odgovornost in trajnostna aktivnost združena v trajnostni pobudi Ustvarimo boljši svet. Zdaj že 10 let in smo kar veseli, da je ta zadeva tako dolgo živela. Je pa seveda od nekih osnovnih začetnih korakov v bolj dobrodelnem in družbeno odgovornem področju prešla seveda v tako imenovano trajnost z seveda tudi nekimi pobudami na globalni ravni, da je potrebno pač podjetja v bolj trajnostne poti ali pa bolj trajnostne vode usmeriti. Pri tem smo seveda tudi zelo aktiven pobudnik, marsikakšne razprave, marsikakšnega novega, bom rekla, nove prakse. Na globalnem zavarovalnem trgu se glede trajnosti veliko dogaja, podjetja poročajo glede uresničevanja ciljev Združenih narodov,
trajnostnih razvojnih ciljev, vendar ne samo to, vse bolj so pomembna finančna razkritja v zvezi s podnebjem. Tukaj velja za zlati standard TCFD, to vidimo pri vseh vodilnih globalnih zavarovalnicah, da ta razkritja že jasno prikazujejo. Pred kratkim so bila sprejeta tudi finančna razkritja povezana z biotsko raznovrstnostjo, tako da nas tudi to čaka. Zavarovalnice se združujejo, skupaj snujejo načrte, kako zniževati oziroma priti do cilja ogljične nevtralnosti na dveh temeljnih dejavnostih. Ena temeljna dejavnost je upravljanje premoženja, druga pa zavarovalni portfelji. Tako da tukaj so res hitra dogajanja. In kar se tiče produktov, tudi zelo pomembno, kako spodbujati stranke k bolj trajnostnemu vedenju. Naprimer, primeri produktov je, ko dajo popusti na manj prevoženih kilometrov, ker s tem tudi znižujemo škodljive vplive na okolje, spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, trajnostna prenova stavb v primeru škodnega dogodka in popusti za trajnostno vedenje. Če zdaj pogledam te vidike razvoja trajnostnega poslovanja, se pravi, če smo začeli 2 leti nazaj bolj resno, moram pa poudariti, smo pa imeli zelo dolgoletne izkušnje za poročanje po standardu GRI, kot tudi sami projekti družbene odgovornosti, vendar so 3 leta nazaj vprašanja delničarjev bila zelo specifična, ali imamo ESG ceno, kako se odzivamo na podnebne spremembe, kako imamo upravljalski vidik urejen, in to lahko povežemo z kompleksnim zakonodajnim okvirjem, ki je bil posledica sprejetja Evropskega zelenega dogovora. Tako da smo se v prvi fazi predvsem ukvarjali s skladnostjo z zakonodajo. 2040 je leto, za katerega je podjetje Novartis določilo v svoji strategiji okoljske trajnosti kot ambiciozen cilj doseči nevtralnost na področju podnebja, odpadkov in pa voda. Okoljska strategija ni usmerjena samo na lokacije, ampak je usmerjena tudi v celotno vrednostno verigo skupine Novartisa. Za dosego tega ambicioznega cilja so bili določeni etapni cilji z etapnimi programi in uvajanje, nadzorovanje nad uspešnostjo teh programov poteka z letnim, kvartalnim, z mesečnim, kvartalnim in pa letnim poročanjem. Verjetno večina ve, da je SKB banka del skupine OTP. To ni nepomembno, v primeru ESG in uvajanja smo se prilagajali tempu uvajanja. V okviru skupine določene so bile prioritete. Imeli smo in imamo stalen komunikacijski kanal z ESG direktoratom v OTP banki, ki šteje tudi kar nekaj ljudi z specialističnimi znanji, tako da so nam bili tudi v marsikatero pomoč. Če gremo najprej na prvo temo, in sicer kako smo se lotili trajnostnega upravljanja. Začetki trajnostnega upravljanja v SKB banki so sicer že pred nekaj leti, še v času, ko smo bili del skupine Société Générale. Vemo, da francoske banke so dokaj razvite in so začele z razvojem tega področja že pred desetletjem. Potem je bilo nekaj časa to pri nas, bom rekla, malo zamrlo. V spomladi leta 2021 pa smo obudili vlogo koordinatorja, katerega osnovna vloga, moja naloga, je predvsem fokus na okoljski del ESG-ja. Pred tem si vemo, da nas je zakonodaja NFRD zavezovala tudi že za trajnostno poročanje, vendar je v tem primeru so bile naloge pravzaprav v okviru našega marketing oddelka. Torej, od spomladi 2021 intenzivno razvijamo področje trajnosti na okoljskem delu. Naša glavna izvršna direktorica je imenovana v okviru
vodstvenega nadzora kot zadolžena za področje ESG. Torej, primer prakse. Ni zelenega področja, čeprav sta drevesa odzadaj, ampak ponudila se nam je priložnost, da naredimo nekaj na področju družbe. In smo rekli, da gremo na veliko. Ampak mogoče najprej sam razlog, zakaj. Tole so cilji, ESG cilji skupine A1. Ne bom še čez vse, ampak vidite, da so pač razdeljeni na CO2 emisije, energetsko učinkovitost, recikliranje in tako naprej. Na drugi strani imamo pa čisto na desno compliance in tako dalje. Ampak tale cilj je pa za nas pomemben v tej debati. In sicer to je cilj, da v bistvu kot skupina, ki je prisotna v 7 državah, do konca leta 2030 izobrazimo 500,000 ljudi na področju digitalne pismenosti. To je cilj, ki mu tudi v Sloveniji smo mu precej zavezani. En od razlogov je tudi ta, da je Slovenija ena redkih držav Evropske unije, ki digitalne pismenosti nima v rednem kurikulumu osnovnih šol. In da v bistvu s tem tudi Slovenija zaostaja verjetno za konkurenčnimi državami Evropske unije. In v bistvu z pojavom novih tehnologij kot ChatGPT in umetna inteligenca bomo verjetno ta razkorak samo še večji, ker enostavno naši otroci niso pripravljeni na to. In mi smo prepoznali v bistvu neko nišo v tem, da naši mladostniki na podlagi raziskav ne poznajo najbolje, kaj je varnost, kako se varno vesti na spletu. In zato smo oblikovali program Spletne brihte. Torej, na hitro, ideja našega omrežja je bila, da vzpodbujamo zanimanje za trajnostni razvoj med študenti s primeri dobre prakse, s podjetji in seveda na tak način dvignemo trajnostne kompetence študentov, ki so konec koncev tudi prihodnji kadri za vsa prisotna podjetja in organizacije. Zdaj na splošno, kaj smo mi želeli s tem doseči? Z zelenim omrežjem študentov smo mi želeli ustvariti nekaj, kar v šolstvu ne obstaja, in to je nek trajnostni kurikulum oziroma neka vire za izobraževanje o trajnosti v praksi na študentom prijazen način. Ampak zakaj ravno študentom? Zaradi tega, ker naša generacija in tudi generacije po nami, kakor lahko vsi po moje opazimo, imajo zelo visoko senzibilnost za trajnostni razvoj. Zelo z srcem smo predani temu, da stvari, ki jih vidimo okoli, pustimo boljše, kot smo jih našli. V tem primeru tudi vse, s čimer se ukvarjamo, ne? In zelo smo tudi senzitivni na podnebne spremembe, zaradi tega, ker konec konca smo s tem tudi odrasli.